Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled, pa uvodoma iskrene čestitke ob državnem prazniku, ob dnevu državnosti. Prav zaradi tega praznika smo tokrat v studio povabili evropskega poslanca, pa tudi podpredsednika stranke SDS, gospoda dr. Milana Zvera. Dobrodošli v našem studiu. Z nami v studiu pa je tudi vaša žena, doktorica Andreja Valič-Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Mi dva sva že kakšno izjavo posnela na terenu, v studiu še niste bili, vi tudi ne, gospa. Me pa zanima, kje ste bili v času osamosvajanja Slovenije, v času demokratizacije Slovenije? Manj sem bil v Sloveniji doma, in to na Štajerskem, pa tudi v Ljubljani. Ja, to so bili taki lepi, prijetni časi, vse je bilo na novo, vse je bilo mlado, demokracija, država, družina, vključno z mano, in resnično so bili to časi, ko smo živeli velika pričakovanja. Del svojih naporov sem tudi sam vložil v slovensko pomlad v drugi polovici 80-ih let, zlasti v okviru mirovnega gibanja. Da smo imeli take zanesenjaške akcije, časi, danes bi rekli, da smo kar izkazali malo državljanskega poguma, da se je to dogajalo, glede na to, da je veliki brat imel kar kontrolo nad našimi početji, ampak vendarle toliko energije, kot se je nabiralo takrat v ljudeh, toliko demokratičnega potencijala, ki je bil na voljo, toliko demokratične kulture, take participativne kulture, tega skoraj danes več ni. Takrat pa je bilo to in je bilo nekaj v zraku in za tisto smo ali pa so ljudje živeli in tudi veliko tvegali, tudi na Roško so hodili, s čimer so izrazili nasprotovanje recimo aretacije Janše ali pa svoje zahteve, da se mora tudi režim demokratizirati. Zato imenujemo ali pa poimenujemo to obdobje slovenska pomlad, zato ker pomlad vedno prinese nekaj novega in dejansko si je takrat zaslužila to ime. Ali smo danes zadovoljni s tem, kar se je zgodilo v teh četrtletja, to pa je že vprašanje za vsakega posameznika. Tega se bomo še potem v nadaljevanju dotaknili. Kje ste pa vi dočakali slovensko pomlad? Kje ste jo čakali? Kako ste gledali na demokratizacijo Slovenije, pa tudi na samostojno Slovenijo? Res je, tako kot je dejal Milan, je bil to čas velikih pričakovanj in jaz sem bila takrat mlada mamica in mlada profesorica zgodovine in zlasti v družinskem krogu smo veliko razpravljali o tem, kaj nas čaka v prihodnosti. Recimo, moj oče se je spominjal časov druge svetovne vojne, ki jih je doživljal kot mlad deček in je dejal, da če bo prišla vojna, bo prav za civiliste najhuje. In spomnim se tistih vročih dni osamosvojitvene vojne, spomnim se umika v zaklonišča in pa bojazni za najbližje, ki so bili nekateri v svojih, recimo, poklicnih gasilskih enotah, drugi na letališču Brnik, tretji na stolpu, ki so ga obstreljevale letala jugoslovanske armade na Krvavcu. Skratka, tu je bil en čas pravzaprav na eni strani velikega pričakovanja, na drugi strani pa velike stiske in jaz si takih časov, vojnih časov pravzaprav ne želim doživeti nikoli več. Kako pa danes gledate na to samostojnost po recimo 22 letih, na ta razvoj Slovenije? Res, da smo prišli smo v Evropsko unijo, smo v NATO, nekako imamo demokratične volitve, pa kljub temu marsikaj manjka, Jaz sem na Slovenijo, slovensko državo, Slovence in Slovenke zelo ponosna. Ker tako majhen narod, komaj 2 milijona nas je, za eno, bom rekla, manjše predmestje Londona, smo pravzaprav naredili en, bom rekla, eksploziven zgodovinski preboj. Ampak vendarle manj, kot smo vsi pred
22 in več leti pričakovali. Lahko bi naredili več. Če se ne bi tako pravzaprav zapletali med sabo, naredili smo velike napake in to je zdaj po 22 letih več kot jasno. Kako pa vi gledate, nekaj ste sicer že načeli na to prehojeno pot Slovenijo, pa mimo grede, kako vaši evropski kolegi gledajo, evropski poslanci na Slovenijo, recimo tako oddaleč? No, najprej, tudi jaz nisem zadovoljen, recimo, z rezultati tranzicije zadnjih 20 let in še nekaj. Morali bi popolnoma drugače ali pa veliko bolj temeljito zastaviti vse te stvari, reformirati družbene in politične in pravne podsisteme, ki niso bili reformirani in podobno. Več ali manj so se tiste centri take moči ohranili tudi v demokraciji in to je bilo kar precej ovir na poti za razvoj demokracije. Ne toliko v institucionalnem smislu, tam smo že ustanavljali stranke in pa uvedli parlament in tako naprej. Volilni zakon, ki sicer ni dober, je pa nek zakon pač je, ampak bolj v tem procesnem smislu in tudi v kulturnem smislu. Demokracije še nismo dovolj usvojili kot vrednoto. Smo jo usvojili kot prepričanje, da je to že v redu, da je tako, kot vrednoto pa še nismo usvojili. In to danes, če gledamo, kako ljudje podpirajo recimo neke temeljne državne in politične ustanove, parlament, stranke, politike in tako naprej, vidimo, da jim dajo relativno nizko podporo. Deloma tudi zaradi medijev, ki so veliko govorili o kritiki strankokracije, pa da je boljše, da ni strank, da se pa potem ne kregajo ljudje in podobno. Ta refleks, v bistvu je totalitarni refleks, živi v naših glavah še po 25 letih in v bistvu je to zame presenečenje. Pučnik je recimo tarnal konec 90 let, da smo premalo usvojili demokracijo, da imamo malo poškodovano mentaliteto in da bo trajalo kar še nekaj časa, da bomo normalno kot naši prijatelji na Zahodu dojemali demokracijo in se tudi zavedali, kaj vse pomeni. Takrat on dejal, kakšne 3-4 leta, ampak jaz mislim, da je bil preoptimističen. Ja. On je pravzaprav pisal o 3 generacijah, ki morajo nekako miniti, da osvojimo, bom rekla, te demokratične paradigme. Mi smo zdaj šele pravzaprav prva generacija in vidimo, kako se opotekamo. Veste, najlažje spremeniti politični sistem. Ja, možno. Najlažje politični sistem, tega lahko čez noč spremeniš. Gospodarstvo relativno hitro, od 3 generacije pa se govori, kadar se spreminjajo vrednostni obrazci in kultura. Jaz nisem glih pristaš te teze, ne verjamem, da je potrebno 3 generacije, je čisto dovolj, ampak zato, da dojamemo nekaj in sprejmemo neko vrednoto, je pa potrebno vsaj spremeniti edukacijo in mi je nismo. Šolski sistem recimo ni dovolj šel v smeri večje vzgoje za demokracijo, recimo. Danes mladi radi slišijo na ime kakšnega demokratičnega socializma ali pa ne strankarske demokracije, čemur smo se mi že konec 80-ih let smejali, takrat, kadar se je demokratizirala slovenska družba. Danes se vračajo, na nek način se mi zdi, da gremo v retro smer, namesto da bi šli naprej in razvijali te temeljne atribute demokracije. Kako gledajo naši kolegi iz Evropske unije? Dosti ljudi še ima ta vtis, da je Slovenija vendarle zgodba o uspehu, ker smo majhni, pa nismo predstavljali nobenega problema za Evropsko unijo doslej. Ali pa kakšne nevarnosti. Ali pa nekakšne nevarnosti, to pa sploh ne, ker smo majhni, šibki. In v tem kontekstu smo nas gledali, zdaj pa se zadeva malo spremenila. Tranzicija, kakršnakoli že je bila, vključili smo se v Evropsko unijo, v NATO, v Eurocono, vodili smo Evropsko svet, skratka, kar nekaj takih velikih uspehov smo imeli tudi na mednarodnem področju in ljudje še danes smatrajo, moji kolegi, da je Slovenija kar v redu, primerjave z problemi ob Evropske unije ali pa tudi v nekaterih državah drugih Evropske unije. No, zdaj v zadnjem času pa vendarle spoznavajo, da je nekaj narobe, da slovenska tranzicija ni vzpostavila nekih novih temeljev za graditev neke moderne ali pa normalne družbe na različnih področjih in to jih je začelo skrbeti. In če mogoče postavim
malce daljše vprašanje. Vi ste direktorica Študijskega centra za narodno spravo, ki je začel s svojim delom leta 2008, če se ne motim. Vaša naloga je raziskovanje polpretekle slovenske zgodovine s poudarkom na proučevanju vseh treh totalitarizmov, ki so bili prisotni v slovenskem prostoru: fašizma, nacizma in komunizma. Zdi pa se, da večinska javnost, predvsem pa tranzicijska levica, priznava nedemokratičnost in tudi zločinskost fašizma in nacizma, ne pa komunizma. Kot da ne bi bilo recimo Hude jame, Golega otoka, Reichenburga, vemo, kaj so tam ženske pretrpele za nič, nič krive. Vemo, da so bili montirani politični procesi, poznamo še leta 1988 na pragu demokratizacije proces JBTZ. Skratka, kako si to vse skupaj razlagate, da nismo vse to razčistili? Glejte, zločini fašizma in nacizma so bili pripoznani kot zločini in kot taki tudi obsojeni, procesirani, kaznovani. Medtem ko pri zločinih komunizma seveda je bilo tega, bom rekla, minimalno, če primerjamo. Recimo ravno danes sva zasledila, agencija Associated Press je poročala, da bodo v Nemčiji obtožili nekega starega, ostarelega nacista, ki naj bi sodeloval pri pobijanju civilistov. Torej, če bi se pri nas zgodilo to, bom rekla, s kakšnim od komunistov, ki so izvajali, naročali, ukazovali zločine nad civilnim prebivalstvom, nad ženskami, nad otroci, nad dojenčki, recimo, na teharjah in še Bog ve kje, bi se dvignil val ogorčenja med tako imenovano javnostjo, ki bi govorili o revanšizmu, o reviziji zgodovine, o maščevanju in tako naprej. Ampak tukaj gre pač za normalne, bom rekla, pravne postopke, ki neko družbo delajo demokratično in branilko človekovih pravic in svoboščin. Tako preprosto je to. Pri nas se pač tega, bom rekla, očiščenja ne gremo, tudi ilustracije bom rekla, kot edini izmed postkomunističnih držav v Sloveniji ni bilo, samo za ščepec. Mislim, da je takrat predsednik državnega zbora, skupščine, France Bučar dejal preko mojega trupla samo. Tako, in takih je bilo še mnogo, ne glede na to, da so za seboj puščali množico trupel. Vi ste omenili Hudo jamo, takih hudih jam imamo na slovenskem ozemlju. Zdaj se številka že giblje okrog 620 in seveda jih je prav gotovo še več. Žal je delo komisije za odkrivanje povojnih grobišč bolj kot ne zastalo. In to so stvari, s katerimi pač bomo Slovenci morali opraviti, tako kot to delajo ne nazadnje v drugih postkomunističnih državah, pa tudi v državah, kjer so doživljali balkansko klanje v 90-ih letih. Brez tega pač ne gre. Čeprav, če damo to primerjavo, zelo pietetno gledamo ali pa gleda nekatera del javnosti, tista, ki jih čisto nič ne zanima, kaj se je v Sloveniji dogajalo, na tisto, kar se je dogajalo v Srebrenici. So polni pietete, kar je prav. Ampak ko gre pa za vprašanje Hude jame ali pa teh žensk, recimo Angele Vode, pa gospe Dolinarjeve, ki so pa trpele v Reichenburgu, pa nič, to je pa kar moralo biti. Pa še to se celo, to se še sliši, še premalo so jih, ali pa zakaj odkopavamo te kosti? Pa se to niso kosti, to so Tako, to so bili naši sorodniki, očetje, matere. Skratka, recimo, tisoče in tisoče ljudi, Slovencev, Slovenk, še nima mrliških listov. To so pravzaprav ne osebe, to so osebe, ki so izginile, ki so bile pravzaprav ugrabljene na nek način. In kot že rečeno, mi moramo te ljudi in pa ta del naše zgodovine prepoznati kot celostno zgodovino, torej vse tisto, kar se je dobrega in hudega dogajalo na slovenskem ozemlju s Slovenkami in Slovenci. In dokler tega ne bo, bo en velik del slovenske zgodovine manjkal. Mislim, jaz tudi mogoče na to gledam, če se ti kot otroku nekaj hudega zgodi, se greš potolažiti k mami, te objame, to so bili pa
recimo otroci, kot dr. magister Andrej Aplenc, poslan za nič na Goli otok in svojim staršem niti ni smel povedati, kje je. Torej, ne se potolažiti in to po mojem ostane. To so hude travme in ostanejo in mi recimo delamo na našem centru skupaj z psihoterapevti, ki povejo, da k njim prihaja ogromno ljudi, ki recimo njihova travma izvira prav iz časa druge svetovne vojne ali povojnih časov in to je neverjetno, kako smo Slovenci travmatizirani v tem smislu. In narod, ki je travmatiziran, seveda ni svoboden. Verjetno traumatizirani tako svojci teh žrtev, kot same žrtve, ki so preživeli, pa verjetno tudi tisti, ki so morali moriti, po naročilu, verjetno, jaz mislim, Josipa Broza Tita oziroma tistega kroga okrog njega. Ampak zdaj pa mi pogledamo razne televizijske oddaje, kuharske oddaje, kaj je Josip Broz Tito jedel, kaj so jedli njegovi prijatelji, ki so prišli k njim na obisk, kot nek kult, nekaj pozitivnega, nekaj dobrega. Nazadnje imate primer za Vogalom, lokal, mimo katerega smo se peljali z Tito bar. Tako, Tito bar. Jaz sem pač to slikala, to zdaj lahko javno povem in bom tudi svojim kolegom v Evropi pokazala, pač to je del te Tito nostalgije po nekem, bom rekla, diktatorju, po človeku, ki je naročal umor. Neposredno spremljal tudi v Sloveniji. Tisoče in 10 tisoče in 100 tisoče ljudi, ocene se seveda gibljajo tam nekje med 100 tisoč in 200 tisoč političnih nasprotnikov, pa tudi čisto nedolžnih ljudi. Otrok celo, Otrok, žensk, starejših ljudi, celih družin. Skratka, ko o tem razmišljamo, je hudo. En skupen problem, to so totalitarni sistemi v 20. stoletju, ampak Nemci in nekatere druge države so to spravo in pa korak naprej kar uspešno upravili. Zato, ker so si pripoznali to dejstvo in potem poskušali popravljati stvari in ljudem dali jasno vedeti, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj je treba zavreči in kaj sprejeti. Pri nas se te osnovne vrednostne orientacije mešajo. Zato so danes mlade vidimo Che Guevaro, ki prav tako moril civiliste ali pa Tita na majici, ne pa recimo generala Maistra ali pa in podobno. Skratka, tukaj se vidi malo poškodovanost mentalitet in najbolj hudo mi je, da je to pri mladih, ne generacije moje ali pa starejših. Jaz mislim, da bomo mi sposobni upraviti ta spravni proces relativno hitro, pa vidim, da je to tek na dolge proge. Če mogoče skočimo malce na doktorja Jožeta Pučnika. V teh dneh je išla knjiga, tudi vi ste ga, kolikor vem, zelo dobro poznali, Moja pot o Pučniku. Gospa Vera Ban je to knjigo napisala, ki je bila njegova tajnica, sekretarka, karkoli že, z njim je veliko časa preživela. In zame je on zagotovo tragična oseba Slovenije. Za nič, praktično je trpel po zaporih, dvakrat, uničili so mu družino, poklicno pot, vse na novo je nekje v tujini moral ustvariti, doktoriral v tujini, poučeval v tujini, pomagal Slovenijo demokratizirati. Ko je pa prišel sem v Slovenijo, ko se je pojavil kot kandidat za predsednika oziroma za predsednika predsedstva, je bil pa v slovenskih medijih označen kot nek Nemec, nek tujec, nek nebodiga treba revanšist. Kakšen je vas spomin na doktorja Jožeta Pučnika? Vajin spomin, Andreja se bolj teoretično z njim ukvarja, po zgodovinski, politološki plati. Upam, da bo knjige, ki je skoraj že napisana oziroma že pripravljena za tisk, kmalu išla. Jaz sem ga osebno prvič srečal kot študent v drugi polovici 80-ih let in je prišel predavati na FDV, takrat na FSPN, po enem dialogu z takratnim dekanom. In se spomnim polna predavalnica in je dejansko nadušil vse nas. Popolnoma nas je pritegnil svojim racionalističnim pa tudi takim človeškim pristopom. Hočem to povedati, Pučnik je
bil res prvič in drugič na nek način za manj po krivici zaprt, ne, v opozorilu drugih, ne, ker totalitarni sistem pač temelji na produkciji strahu, ne, in opozoril. In njega on ni imel nobenega, ki bi ga ščitil, ne. On ni napisal nič hudega. Danes, ko beremo te njegove članke, zlasti analizo kmetijske politike, lepo vas prosim, tam je noter res uporabljal neke moderne pojme, se zavzel za kmeta, ne, torej za posameznika, ne za kombinat, ne, recimo imel je drugačno paradigmo, ne, ampak zato še ga ni bilo treba za toliko let zapreti, ne, tudi druge njegova stališča res niso bila v skladu z režimom, ampak tako drastične kazni pa seveda običajno v totalitarnih, niti v totalitarnih sistemih niso dajali, ne, ampak vendarle so ga tudi v opozorilu vsem ostalim. Zdaj, Veljka Rusa niso mogli, zato ker je imel družinski pedigre takšen, ker Maunerja prav tako ne in podobno. Pučnik pa je bil kmečki fant brez neke politične podpore in so ga pač drastično kaznovali. Se mi zdi, da se nekaj podobno je dogajalo tudi potem Janezu Janši, ko so ga najprej leta 1988 zaprli. Jaz večkrat z Andrejo debatiram o teh stvareh. Ona je zapisala, da je šlo za neki obred žrtvovanja, ker slovenska politika bila kregana z Beograda, so potem morali nekoga dati na oltar, da so zadovoljili Beograd in pa istočasno opozorili domače, morebitne opozicijske politike, da ne bi prestopali določenih mej, ki jih je sistem postavljal. To se je Janezu zgodilo prvič, pa potem je bil še poskus pri Depali vasi, tudi zdaj še enkrat, ampak jaz vendarle računam na sposobnost razumeti na slovensko javnost, kljub tomu, da je čudno politizirana, da bodo slej ko prej prepoznali, da se mu dela ponovno velika krivica. Mogoče bi se te teme tudi okrog Patrija še dotaknili, pa bi še vedno ostal malce pri dr. Jožetu Pučniku. Njemu so tudi govorili, revanšist, on pa je tiste svoje zapornike, tiste, ki so ga poslali v zapor, srečeval v Ljubljani, v Celju, in šel lepo s pokončno glavo mimo njih, jih pogledal v oči, čeprav so jim včasih tistim padle pogled dol. On je bil res izredna osebnost, izredno demokratična. Jaz ga žal nisem osebno poznala, sem ga pa spoznavala preko Milanovih tekstov, predvsem preko zbornika, torej tega simpozija v Črešnjevcu, v Pučnikovi rojstni vasi, ki ga je organiziral Milan in potem tudi zbral v knjigi o Pučnikovi znanstveni in politični misli. In tam so sijajni teksti o Pučniku, njegovih somišljenikov, njegovih sodelavcev, sopotnikov. No, potem sem šla pa seveda brati tudi Pučnikove knjige, ki niso enostavne za brati, ampak ko se nekako pregrizeš skozi njih, so pa tako, kot bi se ti odprl nov svet in dejansko imaš potem te knjige pri svoji postelji in kadar se znajdeš recimo na nekem razpotju ali pa pred nekim vprašanjem, tudi zelo sodobnim, političnim, zgodovinskim, strokovnim, odpreš Pučnika in je tam vedno nek odgovor, vedno neka, bom rekla, zelo pametna in zelo racionalna misel, ki zelo stoji. In s Pučnikom se mi dva zelo veliko ukvarjava. Kot je dejal Milan, če bo Bog dal, bom jaz pač neko knjigo napisala. Minilo je 10 let od njegove smrti in dokumenti o Pučnikovem procesu in tudi pač to gradivo, ki ga hrani Arhiv Slovenije, je zdaj javno dostopno, zato se pač lahko s tem tudi, bom rekla, malo bolj znanstveno poglobljeno ukvarjamo. Seveda pa take knjige, kot jo je napisala gospa Vera Ban, so pa vedno izredno dragocene, ker ponujajo pač nek oseben pogled na tega velikana slovenske zgodovine. In moram reči, da me je prav razžalostila ena anketa, kakšen dan ali dva objavljena, češ, da je bil najbolj zaslužen za slovensko osamosvojitev Milan Kučan, Pučnik pa žalostno čemitam nekje na 5. ali 6. mestu in to je res velika krivica, ki se mu dela. On je bil tisti človek, ki je v odločilnih trenutkih rekel, gremo v plebiscit, ki je v odločilnem trenutku rekel, zdaj pa ne bomo se šli več okrogle mize, s katero je hotela takrat aktualna politična nomenklatura prinesti okrog politično opozicijo.
on je bil dejansko, bom rekla, pogumen, odločen v pravih trenutkih. In brez takih ljudi mi danes ne bi imeli svoje samostojne slovenske države. Vemo pa, kaj se je potem tudi dogajalo, ko se je preimenovalo letališče v letališče dr. Jožeta Pučnika. Kakšni so bili takrat odzivi, da si to zasluži, da mu to ne pripada, ampak... Jože Pučnik je nedvomno bil oče moderne slovenske nacije in pa države, kot take. Če kdo si potem on zasluži ta naziv očeta. Ko je prišel z Nemčije nazaj, Nemčija praktično mu je dala vse, pa ni vzel državljanstva, recimo. Tam si ustvaril družino, sami ste omenili, naredil univerzitetno kariero, poklic so mu tukaj vzeli in izobrazbo in še enkrat uspel v Nemčiji. Ampak vendarle je prišel nazaj, ker je začutil, da je prišel čas. Slovensko pomlad je začutil in je tudi glavnem soustvarjal. In ko smo brali njegove tekste, on je upogumljal tudi svoje vrstnike in druge. Ko so videli, aha, Jože Pučnik ima tako stališče, so mu kar sledili. Tako da 57. številka Nove revije jo prežema Pučnikov duh, tudi pri ostalih piscih te znamenite številke. Tako da Pučnik je soustvarjal in kot je rekla Andreja, on je bil človek velikih odločitev. Ko je bilo treba presekati in se odločiti, se je odločil. In Janša mi je enkrat govoril, da jih je poklical skupino ljudi in je vprašal, ali se zavedate resnosti projektov, ki nas čakajo. Torej osamosvojitev, možnost vojne, ali prevzemate osebno tveganje. Od vsakega zahteva odgovor. Šele ko je to dobil, je delal projekte za naprej. Dejansko so se te ključne odločitve dogajale izven nomenklature, izven uradnega političnega vrha, v pravi opoziciji, čeprav še takrat ni bila dovoljena, ki pa je že poosebljal Jože Pučnik vse od leta 1989 naprej, ko je prevzel stranko od Tomšiča in potem seveda kmalu postal tudi lider Demosa. Pokojna velikana slovenske demokratizacije. Potem danes se dostikrat pozablja, ampak Tomšič je ustanovil prvo neodvisno sindikalno gibanje po letu 1945 recimo. To je tudi bilo pogumno, ker takrat se še partija še posebej bala, da bi jim kdo delovski razred odpeljal, ker so se oni sklicevali na delovski razred in na to ideološko podlago. In zato je bilo to veliko bolj nevarno rovariti v delovstvu, v sindikalnem gibanju, kot recimo delati neko kmečko opcijo alternativno. In če bi takrat na tistih prvih volitvah na mesto Milana Kučana zmagal dr. Jože Pučnik, pa mogoče večjo veljavo dobil tudi France Tomšič. Vemo, da se je potem tudi preizkusil enkrat na volitvah za predsednika, pa je bil sramotnih, 1% glasov, če se ne motim. Bi šla smer razvoja Slovenije v drugo smer? Kaj mislite vi? Dobili bi pravega demokrata za predsednika, tako kot so ga dobili Čehi s svojim Václavom Havlom. Človeka, ki bi resnično delal v dobro vseh Slovencev, človeka, ki ni poznal zamerljivosti. To je še posebej pomembno zaradi vseh njegovih bridkih izkušenj v zaporu in pa kasneje z vsem tem šikaniranjem, ko se je vrnil v to